Evo, na zdravje, pa dobrodošla v naši kleti, ne? Hvala. Sanjam, da bi nogomet igral. Vse sem treniral tudi, da 15 let nogomet, ampak sem nogomet pustil, pa sem se pač v to nekako. Jaz sem to rad delal, me je to neka sprostitev, jaz sem študiral, pa sem službo hodil, da je bila napeta. In ko sem prišel sem bil v nekem svojem svetu, popolnoma. To smo kupili, to sem jaz pa potem, pravim, tam smo prvi vinograd imeli, potem sem pa 2,6 odkupil ta prostor, z vsem obnovil, tu sem 2000 trsov novi sadil, 2000 starih pa obnovil tudi, pa še tam dosadil 500 trsov. Tako da je to od 2,6 imam ta prostor in tu smo se potem začel malo bolj resno baviti, tudi z vinogradom, od 2,6, 2,7 dalje, no. Tam smo pa pol 2014 smo še pa kupili eno lokacijo, ker smo sadili 1000 trsov Sauvignona, ker nismo imeli, pa imeli smo tam Vinotoč, bife še je zdaj, ampak Vinotoč zdaj korona nam ga je pobrala, pa dvomim, da bomo kdaj tam uspeli. Ampak imamo čisto dovolj zdaj z degustacijami, s prodajo, smo kar zadovoljni, no. To je vaše družinsko podjetje? Družinsko, foter moj, pol jaz, zdaj sin mi je pomagal, zdaj že vnuk malo, malo je 2 leti star, ampak že malo hodi tu pa na traktor. Kako je že tradiciji? Ja, od 80. leta, od 75. leta, no, imamo mi to, 75, tam je 25, 50 let bo zdaj počasi. Prej pa se nismo bavili s tem, ne, mislim, da bi deda naš se ni bavil, on je imel sicer neki moj deda, ne. On je imel tam pri sebi eno malo gorico, ampak toliko za sproti, ne, 500 litrov vina so imeli. Naša regija je v bistvu ena najlepših regij v Evropi za vina. Tu je bilo v času nedolgo tako nazaj, kaj je bila Avstro-Ogrska še tu, ne. Tu je bila cel zalih je bil v vinogradu. Vino se je v glavnem vse odkupovalo. V Mariboru je Vinagova klet, največja klet v tistem času, pa še danes največja klet, mestna klet v Evropi. Nobeno mesto nima pod sabo take velike kleti, kot ima Maribor. Kje pa tudi imamo? V centru mesta, na trgu Revolucije, tam je Kodžak, tudi spomenik, tam greš vinak notri pa je klet. Imajo degustacije. Zdaj po tej samostojni Sloveniji se je ta vinak razpadal, v bistvu so ga kupili neki privatniki, ki ga zavozili, 3-krat je že bil v stečaju in je to pač zdaj tak, teh odkupov več ne vršijo. Svoje vinograde so tudi zanemarili, tako da zdaj v bistvu ne odkupujejo več, ne. Ampak, ko pravim, v Avstro-Ogrski je bila to največja klet, in tu se je vse v Slovenskih goricah vino vozilo tja in tam odkupovalo. Vina so v glavnem šla na Dunaj, posebej Završka lega. Završka lega je spadala v tisti klasifikaciji med 0,1% najboljših svetovnih leg. Dobro, v tistem času še niso Čile, pa to sploh jemali, pa Novo Zelandijo, pa Južno Afriko kot neke, pa Čile kot lego, ampak evropskih leg, med francoskimi, nemškimi, našimi, italijanskimi, španskimi je bilo za ta vina, kar se tiče belih vin, daleč najboljše lege. Tu so v glavnem bili takrat laški rizlingi, ali tako imenovani italijanski rizling, Avstrijci temu rečejo Welsh rizling tudi, ne. Sam rizling po avstrijsko je renski rizling, ne, mi ga tu ločimo, renski rizling pa laški rizling, 2 vrsti sorti, potem so bili pa vse ostale sorte. Beli pinoji zelo uspevajo tu pri nam, zeleni silvanci, šiponi. Glede leg še tu moram povedati, lege, na teh legah v bistvu samo bela vina, vedno. Poskušali so z nekimi modrimi pinoji, saj gre, so dobre, ampak niso za te lege bili nikoli, bom rekel, zgodovinsko imele neke vrednosti te zgodbe. V glavnem bele sorte, lepa kisline tu zasežejo, cvetice, dozorele so, zemlja je fantastična, posebej v Zavrhu imaš 3 vrste zemlje, recimo ta vinograd je popolnoma peščena zemlja, kot da je bila tu peščena plaža, tu 13 metrov peska skoraj dol, ampak vinograd, ker je stari vinograd, je tam celi koreninski tako močno razvejan, da potegne tudi z 15-30 metrov vode, tako da nikoli mu ne manjka vode. Stari vinograd se tu toliko bom rekel, kot te gobe, te svoje nitke razporedijo, da vlage praktično nima pomanjkanja. Mora biti lepo ležati v vodoravni legi, tako da je štopl vedno malo napit z vodo.
čeprav so zdaj ti novi zamaški na vojni, ampak vseeno je boljše, da se tu zapre, da ne na kisik prihaja notri skozi zamašek. Tako da potem on ima potencial staranja. Če pa mu začne kisik dohajati notri, pa začne oksidacija in propade vino. Oksidira, sicer glede na to, da je vino pripravljeno za buteljčenje, to pomeni, da mora biti beljakovinsko očiščeno, z bentoniti, stabilno na te male nove glivice, da ne bi polje sfiltrirano z mikrofiltri. Načeloma ne bi smelo se nič zgoditi z njim, edino kaj je, lahko oksidira. Pol pa postane rjavo, brezpredmetno kisik začne razkroj delati in tudi se lahko okis tega začne nastajati. Da bi pa ponovno vrelo ali karkoli, to pa skoraj pri buteljčnih vinih nemogoče, je tudi možno, če ni bilo dovolj prefiltrirano ali pa pripravljeno dovolj dobro, lahko tudi ponovno začne vreti ali pa se kakšne meglice ustvarjajo notri. Ampak to je pol pač problem tistega, ki to dela. To pomeni, da je neko napako naredil v sami pripravi vina za buteljčenje. Vino načeloma za shranjevanje bi moglo imeti tam med 8 in 12 stopinj. Buteljčna vina ali pa vina flaširana vedno morajo ležati, tako da je štopl, če je bil zamašek, kork zamašek, plutovinasti zamašek mora obvezno biti namočen, ker drugače se tudi en taki metul se spravi in ga začne jesti. Ja, in ga pojejo, ti lahko in ti razpade, tisti, če ni v vodi dovolj, če ga posušiš. Pa tudi ista zgodba, tudi ta pluta se pol posuši, začne vdirati, kot smo že prej rekla, kisik in se začne oksidacija in propada vino. Buteljka ležati. Ja. Vina pa tudi za staranje niso vsaka. Mi včasih pride kako leto, ko niti ene buteljke ne naredimo, ker vino nima potencijala staranja in vino, mi nismo odvisni od tega, da moramo vsako leto nekaj hotel napolniti z, 3000 litri, 3000 buteljkami, ampak pač imamo za degustacije in pač tistega letnika nimamo v ponudbi, enostavno zaradi tega, ker vem, da v 2 letih bo propadlo vino. Vino, ki nima, močnega karaktera že ob trgatvi, pa potem pri vretju lepo dobi svoj alkoholni potencial, pa da ima visoko kislino, ki to lahko skupaj vzdržuje, pa da ima tak trikotnik, sladkor, kislina, pa alkohol mora biti povezano. Vse mora biti v nekem sorazmerju, potem ima vino možnost, da dolgo tudi vztraja, shrani in to. Mi imamo najstarejšo vino 2.6, en Chardonnay, bomo lahko bolj tudi probala, 2.11 imamo tu en Riesling. Te tekoče letnike, v bistvu pa... Od česa pa odvisno, ali vino je za shranjevanje ali ne? Odvisno je od letine. Kakšni so bili tisto leto pogoji, kakšna je bila zima, kak je spomlad bila, kak se on sploh odprl listek. Ampak vsaka letina je druga, to je tako, ko imaš, 13 otrok, pa je vsak drugi, En je veliki, en je mali, en je moški, ni dveh istih, Imamo 2 varianti, mi naredimo klasično degustacijo, kjer je pač naša domači kruh, pa malo zaseke, pa kibelfleisch, ko se tu pri nam reče, pa je to pa hren, pa je to, pa kumarca, ki jo sami vlagamo, pa je to. To je klasična degustacija. Imamo pa tudi eno degustacijo, kjer k vsaki sorti svoj sir damo, recimo, Tako recimo k sladkemu Chardonnayu, to je ena fantastična zgodba, popečen toast, čisto narahlo popečen, gor pa pride ta sir Montagnola, da se stopi, to vgrizneš toplo, pa lepo ta sladki šardonejček in se to res razlije notri, fantastična zadeva. Potem k renskemu Rieslingu, načeloma siri, ki se v degustacijah ponujajo, morajo biti čim bolj nevtralni. Zato recimo Emmentaler ni za degustacijo, niti slučajno, ker je premočen, že sam ima tako močno izrazito okus, da razbije vino, da razbije kruh, da razbije takšne zadeve.
Tam pa gre, recimo k renskemu rizlu, kak je edamec lepo, gaudica lepo zraven tudi na koške, čisto na tanko narezano. Tisto pa gre potem z čisto tankim čebulnim kruhom fantastično, ne. Renski rizling, malo čebulni kruh, pa to. Tako da, tako tudi naredimo program. Načeloma pa, kar se tiče ponudbe, klasično je, da naša vina grejo v glavnem k belim meso, ne. Tako da rdeča vina naj grejo k govedini pa divjačini, ta pravila še pač vedno mi upoštevamo, verjamemo v njih. Načeloma pa en močen renski rizling lahko tudi rekel stejku ali pa tak, ne. Lahko gre k piščancu, gre stejko, en taki nežni šiponček, ko je ta, ali pa bomo pol probala ta novi renski rizling, tudi nežni, gre tudi lahko zraven. Sauvignon pa že malo drugačna zgodba, Sauvignon pa že malo alkoholno močnejši, telo ima močno, tudi močen okus. Pri nas tam je pa, ko sem prej o lega govoril, tam je pa čisto druga, tam je pa ilovnata lega in ima šardone po robidah gozdnih okus. Specifičen okus, ker navadno je v teh krajih ali pa tu v Dravi, pa to po pokošenem senu je največ tega, ali pa po bezgu. Ima tak okus ti sauvignončki, ta pa ima malo čisto nekaj drugega, po robidah, en specialni okus, ki tako malo preseneti človeka tudi, ne. Ampak, ko se ga navadiš, pa lepo paše. In tega tudi lahko daš vsem sortam mesa. Mogoče kakšne ligne, mogoče bi povozil, ne, ali pa take nežne, ne vem, kakšne file ribe povozi, ampak klasično rado pa držijo, sam rež pa lahko ješ zraven, ne. Tudi pomembno je, da za špricar vina je čim bolj nevtralno vino, ne, neki muškati, močni sauvignoni z nekimi aromami niso za špricar vina, ker prevladajo tako, da po 5. špricaru ne moreš več piti dalje, ne. Cilj vsakega gostinca je pa, da če pride pravi špriceraš, mu vsaj 10 špricar razpije, ne. To je šipon, sorta šipon, to je ena stara sorta na teh krajih, ki je bila včasih malo zanemarjena oziroma je bila v glavnem primerna za vina, za špricar vina. Zelo lepo z laškim rizlingom pasala, ampak zaradi tega, dok ni bilo tega ogrevanja, je sorta ni dozorela do polnega tehnološke zrelosti, ampak je bila vedno močno kislinska, pa ogromno je dala tudi litrov vina, po 4 litre vina na trs. In to so bili tako imenovani vina, ki so dala veliko količino, z laškim, pa to pa se je pol malo tudi popravili, zraven so še dali kaki beli burgundec, ali pa zelo zraven je pasal tudi kaki sauvignonček mali, da ni prevladoval, in so bila pa to čudovita špricar vina. Danes pa, ko je to, smo mi pripravili manjše količine, bolj ga nazaj porežemo, ima kljub vsem še liter pa pol, skoraj 2 litra po trsu, ampak dozori, nam v septembru že dozori, ima 18-19 gradov, lepo cvetico, kislino, zelo dobro zastarati. Tudi tega lahko spiješ, lahko si tudi šprico z njega narediš, čeprav je škoda malo z buteličnega vina, ampak vino je, to je značilno je ravno za Prlekijo, Ljutomerske, Ormoške gorice in pa te osrednje Slovenske gorice. V tem delu najdemo šipon v Sloveniji, drugače je ga nekaj še na Madžarskem, ki se imenuje pa furmint. Tam ima drugo ime kot pri nas, pa nekaj še ga je na Hrvaškem. Zakaj je pri nam ravno šipon? Pravijo, da to je tu pri Cerkvenjaku, je bila v Napoleonovih časih ena vojaška postojanka. In ko so to francoski vojaki to pili, so vsi pravili si bon, ne, da je to dobro. In oni domačini so vsi rekli, da je to šipon, da je ono francoski. In je tak najpojanje anegdoti, bi naj dobil šipon ime ravno tega si bon. Mora biti lepo ležati po vodoravni legi, tako da je štopl vedno malo napit z vodo. Čeprav so zdaj ti novi zamaški na vojni, ampak vseeno je boljše, da se tu zapre, da ne kisik prihaja notri skozi zamašek. Tako da potem on ima potencial staranja. Če pa mu začne kisik dohajati notri, pa začne oksidacija in propade vino. Oksidira, sicer glede na to, da je vino
pripravljeno za buteljčenje. To pomeni, da mora biti beljakovinsko očiščeno, z bentoniti, stabilno na te male nove glivice, da ne bi polisfiltrirano z mikrofiltri. Načeloma ne bi smelo se nič zgoditi z njim, edino kaj je, lahko oksidira. Pol pa postane rjavo, brezpredmetno, kisik začne razkroj delati in tudi se lahko okis z tega začne nastajati. Da bi pa ponovno vrelo ali karkoli, to pa skoraj pri buteljčnih vinih nemogoče, je tudi možno, če ni bilo dovolj prefiltrirano ali pa pripravljeno dovolj dobro, lahko tudi ponovno začne vreti ali pa se kakšne meglice ustvarjajo notri. Ampak to je pol pač problem tistega, ki to dela. Mislim, to pomeni, da je neko napako naredil v sami pripravi vina za buteljčenje. Vino načeloma za shranjevanje bi moglo imeti tam med 8 in 12 stopinj. Buteljčna vina ali pa vina flaširana vedno morajo ležati, tako da je štopl, če je bil zamašek, kork zamašek, plutovinasti zamašek mora obvezno biti namočen, ker drugače se tudi en taki metulj se spravi in ga začne jesti. Ja, in ga pojejo, ti lahko in ti razpade, tisti, če ni v vodi dovolj, če ga posušiš. Pa tudi ista zgodba, tudi ta pluta se pol posuši, začne vdirati, kot smo že prej rekla, kisik in se začne oksidacija in propada vino. Buteljka ležati. Ja. Vina pa tudi za staranje niso vsaka. Mi včasih pride kako leto, ko niti ene buteljke ne naredimo, ker vino nima potencijala staranja. In vino, mi nismo odvisni od tega, da moramo vsako leto neki hotel napolniti z, 3000 litri, 3000 buteljkami, ampak pač imamo za degustacije in pač tistega letnika nimamo v ponudbi, enostavno zaradi tega, ker vem, da v 2 letih bo propadlo vino. Vino, ki nima, bom rekel, močnega karaktera že ob trgatvi, pa potem pri vretju lepo dobi svoj alkoholni potencial, pa da ima visoko kislino, ki to lahko skupaj vzdržuje, pa da ima tak trikotnik, sladkor, kislina, pa alkohol mora biti povezano. Vse mora biti v nekem sorazmerju, potem ima vino možnost, da dolgo tudi vztraja, shrani in to. Mi imamo najstarejšo vino 2.6, en Chardonnay, bomo lahko bolj tudi probala, 2.11 imamo tu en Riesling. Te tekoče letnike v bistvu pa... Od česa pa odvisno, ali vino je za shranjevanje ali ne? Odvisno je od letine. Kakšni so bili tisto leto pogoji, kakšna je bila zima, kak je spomlad bila, kak se on sploh odprl listek. Ampak vsaka letina je druga, to je tako, ko imaš, 13 otrok, pa vsak drugi, En je veliki, en je mali, en je moški, ni dveh istih, Jaz bi povabil vsakega, ki pride na ta del Slovenije oziroma v srednje slovenske gorice, da se zapelje na Zavrh, da si pogleda Mojstrovo klet, Mojstrovo spominsko sobo, čudoviti razgledni stolp in se ustavi na degustaciji v naši kleti. To je klet stara približno 160 let, zidana iz kamna, ki je bil izkopan na tej lokaciji. Kamen je fosilni, kjer so tudi ostanki tega Panonskega morja vidni. Klet je obnovljena, zafugirana, pripravljena izključno za degustacije. In pri nam lahko probate 6 različnih sort vin, Chardonnay, Sauvignon, Renski Riesling, Laški Riesling, Šipon in pa en vinograd, kjer je že mešano belo vino v vinograda narejeno, odvreto in potem pripravljeno za konzumiranje. Imamo tudi prostor za piknike, če kdo hoče najeti kako zadevo, do 30 do 50 ljudi. Pogostimo, če kdo hoče, lahko tudi prespi zgoraj, do 6 ljudi lahko prespi in vljudno vabljeni. Evo, na zdravje, pa dobrodošla v naši kleti, Hvala.